lepa hvala, da ste prišli po tej grozni vročini in ste se prebili skozi avtomobile in zastoje. Z velikim veseljem sem prišla sem v Cekinov grad na povabilo gospoda doktorja Štepca, ker se je moja zgodba z generalmajorjem pravzaprav začela tukaj. Pred veliko leti sem prišla k doktorju Štepcu z željo, da mi pomaga najti, če jo imamo, fotografijo Roberta Musil, vrhunskega avstrijskega pisatelja, ki je nekaj časa služil med prvo vojno na naših tleh. Bil je leta 15 v Črničah, to je blizu Vipave. Leta 17 je pa kar dobre pol leta živel v Postojni pri Borojeviču. No, Musilove slike nisva našla, sva se pa veliko pogovarjala o avstrijski književnosti in sledeh te književnosti pri nas mi je tudi Alice Šalek, ki je bila prva vojna reporterka, ena prvih sploh, ki je poročala s položajev, pa ne doma z generalštaba ali pa z Dunaja nekaj iz kakšne kavarne. No in takrat mi je svetoval, ne grem v Novo Gorico, v Goriški muzej in naj se povežem z gospodom Sedmakom, prav tako zgodovinarjem. Rečeno, storjeno, sem prišla v Novo Gorico, pregledali smo čuda fotografij, Musila ni bilo, bil pa je dnevnik. In to je bil dnevnik, za katerega se ni videlo, nekdaj je bil pisan, nekdo ga je pisal, nekdo ga je muzej obdal, nekdaj, ne zakaj, ne, v glavnem čisto nič. Jaz sem ga odprla, pisava Gotica, sem rekla, pa nikjer nobenega datuma. No, potem pa gremo, pa listamo in naenkrat, ker je bilo olajšanje, že v drugi polovici dnevnika beseda, vse pisano z modrem, podčrtana z rdečo in piše Izonco. Ja, kaj ne potem človek reče, Izonco je Soča, rekla, zdaj to pa o Soči piše. Ne, in potem neki datumi in smo ugotovili, da to bi lahko bilo pa kaj iz Prve svetovne vojne in takrat je gospod Sedmak rekel, a bi vi to vzeli, pa malo pogledali, pa transkribirali. Bi, ampak ne bo takoj, bo pa v redu. No in potem sem jaz dolgo časa to malo transkribirala, pa eno stran, pa drugo, pa 20, pa 30, se bomo videli, koliko je tega bilo. In potem ugotovila, da ne bi bilo slabo, če bi jaz imela v Vipavi nekoga, ki se spozna na krajevno zgodovino Vipave. Pozanimala sem se v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani in so mi svetovali, tam ne se obrnem na gospo Magdo Rodman. Magda Rodman je pa ljubiteljska zgodovinarka, sicer je bila zaposlena mati 4 otrok s kmetijo doma, ki je našla čas, da in tudi je imela veliko afiniteto do zgodb in lokalne zgodovine in je hodila od človeka do človeka in zbirala podatke in si zapisovala. Ko je to postalo že prenaporno, je sklenila, ko se je upokojila, da odkupi od svoje bivše firme tipkalni stroj in to so bili, veste, tisti težki, veliki in ga je potem natovorila v kariolo po slovensko samokolnico in je hodila s tistim tipkalnim strojem od človeka do človeka in si zapisovala njihove spomine in izjave in tako smo prišli tudi do Masburga. Zdaj, kdo je baron Johann von Masburg? Bil je rojen v častniški družini, podatka sta dva, po enih podatkih 7.2.1847 v Karlovcu, po drugih podatkih 6.2.1847 na gradu Križ pri Slavonskem Brodu. Johannova rodbina Mašek izhaja iz Češke, iz kraja Hradec Králové. Poplemenitena je bila
15.9.1750 s predikatom von Masburg. Torej bili so Mašek von Masburg. Njegova veja te družine se podpisuje samo Masburg, češka veja se je podpisovala Mašek von Masburg in po Beneševih dekretih so bili prisiljeni Masburgu von Masburgu se odreči, potem so bili prisiljeni se odreči imetju in potem so spokali, kot se reče, šilo in kopita in so se izselili v Avstralijo. Največ podatkov o Johanu najdemo v personalnih aktih Avstro-Ogrske vojske. V teh personalnih aktih so zapisovali vse mogoče, letne ocene častnikov, podatke o starših, o šolanju, značaju, sposobnostih, napredovanjih, dolgovanjih, znanjih, spretnostih, premestitvah in zasebnih dejstvih, kot so recimo dolgovi, poroka, potomstvo. Zapisano je, da je bil Johann von Masburg gojenec prestižne terezijanske vojaške akademije, nas tudi veže na to terezijanišče, recimo podatek, da je Anastazij Grün, ki je bil Prešernov prijatelj, študiral v terezijanišču oziroma se šolal, in recimo tudi Josip Jelačič, poznejši hrvaški ban. Za Johana je ohranjeno, da je bil visoke postave, da je bil močan, da je bil zdrav, da je bil dober mečevalec, jezdec in risar, tudi prostoročno, in to je bilo zelo pomembno za risanje zemljevidov, pa branje zemljevidov na terenu, če so se bojevali ali pa ko so bili manevri. Bil je trdnega značaja, dobrovoljen, resen, sposoben, bister, miren in nekonflikten. Natančno je poznal svoje dolžnosti in kompetence, kolegi so ga spoštovali, bil je priljubljen. Veljal je za izobraženca ter odprtega človeka uglajenega obnašanja, ki se je gibal v dobri družbi. Živel je v finančno urejenih razmerah, tako ti dokumenti z Dunaja. Johan je obvladal več jezikov do popolnosti nemščino, pri čemer so poudarili bogastvo njegovega besednega zaklada in imel je dober stil. Precej dobro je obvladal francoščino, njegovo znanje madžarščine je bilo zadovoljivo, italijansko in češko je obvladal za silo, na češkem je tudi hodil v šole, kot je zapisal v svojem dnevniku, vipravci pa pravijo, da je razumel slovensko. Ob upokojitvi 1.4.1909, ki jo je dosegel kot polkovnik, je v vojski služil 35 let in 7 mesecev. Temu so prišteli še leto vojne, 1866, to je bila ta nemška bratska vojna, zapravo prusko-avstrijska, ter bonificiran delovni staž 4 let. Tako so mu, preden so ga odpustili v pokoj, kot naslovnega generalmajora obračunali 40 let in 7 mesecev službovanja v vojski. Njegova letna plača polkovnika je znašala 8.000 kron, kar bi danes zneslo nekako 40.000 evrov. To je veljalo v evropskem merilu takrat za naravnost mizerno plačo. Kdaj točno je Masburg prišel v Vipavo, se ne ve. Vedo pa Vipavci povedati, da v Vipavo ni prišel, pač pa je prijezdil. Takrat ga je iz okna domače hiše z vrtnicami zasula mladenka Roza Tribuci. Roza Marija je bila kot prvi od 5 otrok, rojena 5.4.1852 v Kočevju, očetu Martinu, ki je bil cesarsko-kraljevi okrajni glavar in materi Franciski Čofl. Ena sestra te matere Franciske Čofl, ki je bilo tudi ime Roza, je bila pa poročena z uglednim kranjskim slikarjem, ki ga vsi poznamo, Antonom Karingerjem. Družina Tribuci je bila stara in ugledna vipavska družina, je spričana že v 17. stoletju. O njenem slovenskem poreklu si raziskovalci niso čisto na jasno. Johan se je
14.8.76 v Vipavi poročil z Rozo, potem ko je od vojske dobil dovoljenje in poravnal kavcijo. Kavcija je bila zato, če bi on padel, da potem ne pade žena in otroci v breme države. Ta kavcija je takrat znašala zanga 24.000 goldinarjev, ki so bili njegova last, kakor so zabeležili, in v protivrednosti v današnji valuti bi bilo to nekako 321.600 evrov. Torej, ni bil hec se poročiti, če si bil častnik. Ampak tudi nevesta je morala izpolnjevati določene pogoje. Če se je hotela poročiti s častnikom, morala je biti na dobrem glasu, biti družabno vpeta v primerno socialno okolje ter se moralno zgledno obnašati. Nravstveno spričevalo o nevesti je moral izstaviti pristojni dušni pastir v posebnem spričevalu, ki ga je moral potrditi še okrajni urad. Da bi nevesta ne škodila ugledu častnika, je morala biti bodočemu možu po poreklu enakovredna. To pa je Roza očitno bila. Poročni priči sta bila Karl grof Lantieri in A. Sešun oziroma Sežun, doktor medicine. Roza je bila tudi lepo mlado dekle, o čemer priča tale freska v Vipavski cerkvi svetega Štefana. Na njej je Rozo upodobil Janez Wolf. Vse slike iz te freske, vsi ljudje, ki so tukaj upodobljeni, so konkretni živi Vipavci. Torej ne neki ljudje ali pa neki modeli, ampak prav ljudje tistega časa. Zakoncema se je rodilo 3 otrok. Prvorojenec Vili je bil rojen 1876 v Trstu. V njegovi personalni mapi je prebrati, da je bil izboren telovadec, plavalec, kolesar in smučar. To so bili športi, ki takrat niso bili masovni, kakor danes. Bil je tudi strasten jezdec in primeren ne samo za jezdenje konj, ampak tudi za njihovo vzgojo. In v mladih letih je veljal za najlepšega poročnika avstro-ogrske vojske. Impresivno je njegovo znanje jezikov. Do popolnosti je obvladal nemščino in madžarščino, dobro francoščino, medtem ko angleščino ter slovenščino zgolj za službeno rabo. Obvladovanje nekega jezika za službeno rabo je pomenilo, da je bil dotičnik sposoben v tem jeziku poučevati in nadzorovati teoretični pouk v vojaških šolah. Moral pa je podrejenim v tem jeziku tudi znati dajati pojasnila v vojni in v miru, med manevri, pred bitko, po bitki, med bitko. Njegovo znanje slovenščine je bilo najmanj zelo solidno, saj je slovensko ne samo govoril, pač pa tudi zelo dobro pisal, kar dokazujeta ohranjeni pismi, ki jo je po drugi svetovni vojni pisal oblastem v Novo Gorico z avstrijske Koroške. Kažeta vpliv italijanščine. Govoril je tudi italijansko, rusko pa bral in pisal, o čemer pričajo tudi ruske knjige v domači knjižnici v Vipavi. Imel pa je v svoji knjižnici, to je ena taka zanimivost, eno knjigo z naslovom Pogovori z Masarikom, ki je šla leta 1935 v Amsterdam. In sicer pri založbi Querido. Ta založba Querido je bila pa emigrantska založba, ustanovili so jo nemški emigranti, ki so takrat že prebegnili iz Nemčije pred nacionalsocializmom. In to knjigo je očitno jo je naročil, kupil in jo je imel v svoji knjižnici. Ustanovljena je bila leta 1933, med ustanovitelji je bil pa tudi en sin Thomasa Manna, Nobelovca, Klaus Mann, ki je bil tudi sam pisatelj. Vili, da gremo nazaj k Viliju, je veljal za resnega in solidnega človeka, elegantnega gospoda ter plemenito razmišljajočega častnika. Bil je veder, dobrovoljen, dojemljiv in nadarjen. Bil je visok, vitek, zelo uglajen, k
k čemur je, to so prav posebej izpostavili v tem personalnem listu, nemalo pripomogla družinska vzgoja. Zasebno je običeval v častniških krogih in v najboljši civilni družbi. Vili je imel samo eno tako slabo stran, da rečem, in sicer, da je bolehal. Bolehal je že pred vojno. Leta 16, se pravi po 2 letih bojevanja, je dobil diagnozo krizis gastrik. To je šlo po moje za reakcijo želodca na življenjske okoliščine, te pa so bile boji, padli, ranjeni, begunci, umiranje, trpljenje, porazi, zmage, samomori, častnikov, podčastnikov in vojakov, samopohabljanja, neredna in nezadostna prehrana, pomanjkanje zdravil, umazanija, negotovost, velika odgovornost, skrb za mlado družino, skrb za starše, ki so živeli ob soških frontah. Vili se je po dolgi zaroki med vojno 8.8.14 poročil v Krakovu z Douglas Marijo de Courcy McCarthy, pol Angležinjo. Dovoljenje za sklenitev zakonske zveze je s pomočjo zvez na dvoru izposlovala zaročenkina babica, grofica, zdaj pa jaz ne znam tega prav prebrati. Cihi, Madžari pravijo žici, cihi, čeprav je bila ona z možem tista, ki je bila proti tej poroki, kakor je omenil Johan. Zdaj so bili pa drugi časi. Moške so upoklicali, vedelo se je, da bojo padli, da jih bo zmanjkalo in Bog ne daj, da ena lepa mlada gospodična ostane sama in neporočena. To so bile resne skrbi takrat. Čisto brez ironije. Gotovo dovoljenja zaročenca nista dobila prav lahko tudi zato, ker je bila Douglas pol Britanka, med vojno pripadnica sovražne države. Noki, se pravi Douglas, je kljub temu do nosečnosti delala kot prostovoljka v vojnih bolnišnicah na položajih blizu Krakova. Vili in Noki sta imela hčerko Marijo Benedikto in Marijo Adelheid. Proti koncu vojne je bil Vili 1. avgusta 18 povišen v majorja, ki je ob koncu vojne služil več kot 19 let. Na dokumentu njegovega personalnega akta je ohranjen zaznamek, da je bil 1919 upokojen, med službovanjem v miru in vojni je prejel 5 odlikovanj. Vili se je od žene leta 21 na Dunaju ločil, hčerki sta ostali z materjo, ki se je 24 poročila v Zürichu znova, mislim, da z enim zelo znanim dirigentom. Kdaj se je Vili preselil v Vipavo, se ne ve, ve pa se, da se ni več poročil in da je v vipavskem hotelu Adria šahiral. V 4 letih vojne se je navadil na kokain, takrat so pač za vsako stvar dali kokain, ko so operirali, tudi ni bilo anestezije, se pravi, si dobil kokain, da si prenesel bolečine in se je pač navadil na to zdravilo, ki je lajšalo bolečine, ampak železno voljo in disciplino ga je mama od mamila odvadila, ni ga spustila iz hiše v Vipavi, dokler ni bil čist. Friedrich je bil tudi rojen v Trstu leta 1880, eno leto realke obiskoval celo v Ljubljani in v njem je največ osebnih podatkov. To se meni zdi zelo dragoceno zaradi tega, ker ni sorodnikov danes živečih te družine Masburg, ki bi vedeli, kako so izgledali stari starši, prastarši, starši, ker so se 3 generacije drugo za drugo zaradi vojne izgubile in je ta vest družinska, ki je bila sicer prisotna, se izgubila. No, za Frica, kot so mu rekli, se ve, da je bil rjavolas, modrook, imel črne obrvi, pravilen nos, usta in brado, ovalen obraz brez posebnosti in je bil zelo vitek.
Ko je leta 1897 vstopil v kadetnico, je tehtal pri višini 1,76 metra 54 kilogramov. Ob zaključku šolanja 1901 je zrasel za 2 centimetra in se zredil za 3 kilograme, torej tehtal 57 kil in bil visok 1,78 metra. Zdi pa se, da ta ljubi Fric ni bil ravno navdušen šolar. Torej, to je šlo tako gor dol. Drugače pa so ga ocenili kot resnega, premišljenega, občutljivega in tudi svojeglavega. Bil je pa tudi en tak temperament, torej v momentu je reagiral, ne vedno čisto primerno in se potem tudi v momentu ohladil. Ampak to piše v knjigi. Izstopal pa je v prostoročnem risanju, tako kot oče, v terenskem reliefnem risanju in v plesu. Obvladal je prav tako plavanje, kolesarjenje in smučanje in zlasti ti dve zadnji spretnosti sta bili zelo pomembni tudi v prvi vojni, so imeli prve smučarske enote in tudi enote kolesarjev. Govoril je najmanj od vseh Habsburgov jezikov, in sicer nemško, madžarsko in francosko. Kot nadporočnik se je leta 1910 poročil v Vipavi, njegova izbranka je bila Marija Johana Adamovič, Irma. Tudi Fric je položil kavcijo, kar je na poročnem listu po uradni dolžnosti potrdilo župnišče Vipava. Višine kavcije niso zabeležili, ve pa se, da je leta 1908, se pravi 2 leti preden se je poročil, znašala pri letni plači za njegov čin 2500 kron, je znašala ta kavcija 50.000 kron. Približek izračuna v današnji valuti bi bil 250.000 evrov. Po poroki sta ženo živela v Gorici, v stanovanju v Slovenskem trgovskem domu na Korzu. Leta 12 se jim je tu rodila hčerka Franciska, rojstva sina Nikolausa v Mariboru leta 1913 niso zabeležili. Po vojni napovedi Avstro-Ogrske Srbije je Fric sredi avgusta 14 odšel na vzhodno fronto in tu je 11.9. podlegel ranam. In sicer je zadobil vbod z bajonetom v stegno in prestrelnino v prsih. Padel je med krvavo bitko za Lviv, današnja Ukrajina, pri Grodeku, v kraju, ki se imenuje Dabrovka. Vsi trije Habsburgi so bili nosilci več odlikovanj, nobeno teh odlikovanj se ni ohranilo. Poznejši stanovalci Habsburgove hiše, ki so se vanjo vselili po letu 1947, so vedeli povedati, da je bilo na podstrešju Habsburgove hiše spravljeno lepo število sabelj, uniform in odlikovanj. Po Johanu se ni ohranila nobena fotografija en face, se pravi obraz, zato imamo na naslovnici knjige o njem človeka brez obraza v delovni uniformi generalmajorja, ki ni njegova, s tistimi 4 odlikovanji, ki so mu jih podelili, ki pa tu na tej sliki tudi niso njegova, ker se je to vse izgubilo. To ima en zbiratelj in je posodil za naslovnico te knjige. Kronika. Habsburg Johann Ata je pisal kroniko in iz te kronike se da ugotoviti, da je v prostem času rad bral, o čemer poroča na 89 straneh in na predzadnji od 203 straneh zapiskov, ki jih je, kot se zdi, pisal od upokojitve 1909 dalje. V prvem delu se razpiše o približno 30 različnih delih zelo različnih ljudi. Poleg tega pa ne izvemo iz njegove kronike, je slikal. Slikal je portrete in krajine v olju.
Nekaj njegovih slik se še danes visi po različnih muzejih Goriške. Izdeloval je tudi risbe in litografije, lončaril, morda je celo polagal mozaike oziroma slikal freske, kar vedo Vipavci, ki se še spominjajo poslikane veže v njihovi hiši. Presenetljivo zame, ki nisem zgodovinarka, ampak literarna zgodovinarka, so se Baronovi zapisi začeli s citatom najmlajšega 3 pomembnih starogrških tragedov Euripida. In sicer temna je usode muhasta pot, nerazložljiva, nedoumljiva igra skrivnosti. Temu je sledila misel vojaškega genija in poznejšega cesarja vseh Francozov, Napoleona I. Nikoli nisem dvomil v Boga, tudi Božji Kristus ni nikoli obstajal. Osrednja tema rokopisa so minljivost in bežnost življenja, nečimrnost, napuh in ošabnost v človeškem zadržanju. Visoki častnik, ki mu je blizu umetnost, piše o žrtvovanju za druge, tudi v vojni, kar naprej v teh svojih zapisih. O umiranju piše in smrti. Na osnovi prebranih del, med drugim Börne, Jud, ki je moral kot mlado Nemc v 30 letih 19. stoletja pobegniti v Pariz, Heine, prav tako moral pobegniti v Pariz, Jud, Zola, ki se je zavzel v tisti aferi J'accuse za francoskega častnika, ki so ga kot Juda obdolžili špionaže za Nemce. Tolstoj, ki vemo, kakšnega naziranja je bil in je kot grof vse svoje imetje pošenkal. Bral je pa tudi Leopolda von Zachar-Masocha, ki ima, torej danes je znan kot nek oče mazohizma, kar sploh ne drži, ampak manj se pa ve, da je imel slovenske prednike. No, se pravi, na osnovi teh prebranih knjig lahko danes sklepamo, da je bil baron kultiviran, toleranten, da ni bil antisemit, takrat je bilo pa veliko antisemitov. V prvem delu so samo 3 datumi, prvi je 21.9.1909, potem ko sem ugotovila, kdo je avtor in sem se poglobila van in dobila različne podatke, je jasno, da je bila 21.9.1909 v Celju, odkoder je prepisal neke misli, da je tam bila pokopana njegova sestra Helene. To je bila tista sestra, ki se je poročila v Vipavi in takrat je najbrž Masburg prvič prišel tja. Drugi datum je 1912, počitnikovanje na Bledu, zanosno opisano z besedami. En motiv, Bled, vsi veste, je eden najbolj slikanih motivov krajinskih slovenskih, kar sploh je. In ta tretji datum prvega dela je 3.10.1913. Takrat so pa Vipavci postavili spomenik v Logu pri Vipavi enemu ogrskemu huzarju, ki se je na strani seveda Habsburške monarhije boril proti Francozom, ki so mu zadali 5 ran in šele, mislim, 5., ta zadnja je bila smrtna, in to je bil Pal Rustas in njemu so postavili ta spomenik, zdaj 20 let nazaj ali nekaj so ga Madžari ponovno obnovili skupaj z našimi v Logu. Drugi del te kronike, drugemu delu je dal generalmajor naslov Memorabilije iz časa svetovne vojne 14. Zdaj, te memorabilije iz svetovne vojne 14, meni se je zdelo to zelo zanimivo, ker jaz sem se ukvarjala z nemškimi časopisi, ki so pri nas izhajali tudi s prvo vojno. In sem pri prebiranju Laibacher Zeitung leta 18 ugotovila, da so se začetek leta 18 še zelo prebirali, kako bi poimenovali to vojno.
A je to svetovna vojna, a je to takšna vojna, a je to drugačna vojna. General major v pokoju doma v Vipavi leta 14 napisal, da je to svetovna vojna. Razumel je, da zdaj propada svet. Identiteto zapisovalca te kronike, ki je name deloval razgledano, urejeno, izobraženo, vedno sem mislila, da mora biti častnik zaradi preciznega načina izražanja, potem tudi za zanimanje za to vojno, ko je potem beležil te dogodke. Ampak še vedno nisem vedela, kdo je. Vedela sem, da ima sina Frica, pa sina Vilija, pa ženo Rozo, pa da ima eno snaho Irmo, pa da je tam neka Noki, pa ne vem kaj vse, ampak kdo je pa ta človek, ne? No, in tako Masburg piše v teh svojih zapiskih, kako se je vojna začela, jo analizira, potem pa napiše, kako sta vojno oba iz Vipave odrinila oba sinova. Oba sta šla na vzhodno fronto, s sabo sta vzela cel šop vnaprej natisnjenih dopisnic, ki so jih pošiljali domov, ne, in dobro mi gre, lepo vas pozdravljam in jaz sem podpisal, pa je šlo to. No, in nenadoma se zgodi, da mlajši sin Fric se ne javi več, oče in mama se spokata in gresta iz Vipave v Postojno po vizum, da bi šla lahko na Dunaj, ker brez vizuma v vojni že nista več mogla potovati, pa so rekli, pejte v Ljubljano, pa sta šla v Ljubljano, pa sta to dobila, pa sta šla na Dunaj. In tam iščeta po vseh ministrstvih in Rdečem križu in se rekla, pa to mora biti en visoko stoji človek, ker en tam, ne vem, ne bo kar šel na Dunaj iskat sina, ne? No in potem nič ne zvesta pametnega, se vrneta v Vipavo 17.10.14 in tukaj jo čaka poljska dopisnica, zapravo vojna, dopisnica sokrajana Vipavca kadeta Vidriha, ki je pozneje postal tigrovec, ki je gospodu generalu sporočil, ne, to je ta desna stran spodaj, ta je to, ne znam uporabljati, v glavnem. Kaj bo šlo takole? Tukaj le nekaj je tole. Te Vidrih je podpis in tukaj nekaj je ta vest napisana. Je gospodu generalu sporočil, da je njihov gospod ubogi sin nadporočnik dr. Masburg ni bil doktor, dne 11.9. padel na polju časti in preminil. In samo zato, ker oče ni zmogel napisati, da je sin padel, ampak je pripisal to dopisnico, dobesedno, se je dalo ugotoviti, kdo je avtor zapiskov. Svojo kroniko je Masburg pisal, kot se vidi, v 2 kolonah, ki jih je optično ločil s črto. Na levi strani je pisal o vojni uradno, to, kar je vedel iz generalštabov, iz časopisov, na desni strani je pa pisal o vojni zasebno. In po tistem, ko je sin padel, je na zasebni strani več ali manj pisal samo še o različnih verzijah sinove smrti. En je vedel to, drug je vedel to, tretji je vedel to je moralo biti grozljivo. Tudi sam se je trudil, kaj izvedeti ni. Je pa tudi nekaj še osebnih, zasebnih zadev, ki jih je omenjal. Bo pa šlo, in to je tudi v knjigi tako, to ni tiskarska napaka, ko je leva stran vsa podpisana, desna je pa prazna. In to so cele prazne strani, ko na desni strani ni napisal ničesar, in to smo ohranili potem tudi v knjigi, kjer je objavljen tako njegov originalni zapis v nemščini, predtem pa seveda slovenska transkripcija in prevod te njegove kronike v slovenščino, ki sem se dovolila pa na ta način,
rešiti zadevo, čeprav to ni čisto korektno, da sem imena, bitke, pomembne dogodke pod črto komentirala. Ker se mi je zdelo pomembno, da ta Masburg, na katerega smo mi naš spomin izgubili, dobi eno podobo. Če že slike ni, da vsaj mi imamo možnost, če nas to zanima, da zavemo, kdo je bil, kaj je bil in kako je bil. In ker nisem zgodovinarka, sem seveda morala iskati veliko več. Moram reči, da najbolj v pomoč so mi bili živi kolegi zgodovinarji, ki jih tukaj omenjam, in v pomoč sta mi bila dva vira, se jih je ogromen, ampak dva sta bila tako osnovna. Manfreda Rauchensteinera, ki je bil svoje čase direktor vojnega arhiva, knjiga o prvi svetovni vojni, ki je zelo debela, ampak človek je tudi germanist, ne samo zgodovinar in zna lepo pisati, je fenomenalna knjiga. Potem je pa na spletu Stahlgewitter.com. In ta Stahlgewitter.com beleži vsak dan vojne na bojiščih Avstro-Ogrske in Nemčije. In tam najdete čuda stvari. In potem, ko sem primerjala dnevnik Masburgov s tem Stahlgewitter.com po dnevih, se je vse ujemalo. Ujemali so se podatki o žrtvah, o podatki o zmagah. Tudi imena, recimo, je bilo včasih težko meni razvozlati. Tudi je mogoče enih 10 besed, ki jih nisem znala prebrati v teh zapisih, ampak mi je veliko seveda pomagalo to, da sem se preučila njegovemu rokopisu, pa tudi mi je pomagalo potem en siguren vir, ker ta Stahlgewitter.com, to so uradna poročila generalštabov. To ni, ker je nekaj si mislil, da se je dogajalo, ampak to se je takrat dogajalo, kot je uradno zabeleženo. Torej, to je to. Zdaj pa, kako je bilo v Vipavi med vojno. V Vipavi je tudi baron pisal, zlasti potem, ko je stopila v vojno Italija 1915, bližina Italije, bližina spopadov, vojske je bilo še več kot sicer v Vipavi, ker so jih tam stacionirali, da so jih pošiljali potem na fronte. Bilo je veliko manj moških, ker so bili vpoklicani v vojsko in poslani na fronte. Problem je bilo oskrbovanje bojišč. Problem je bil ta, da so se bali, da bodo Italijani napadli Vipavo, in baron je trdil, da Vipava, tako kot je bila takrat, se ne bi bilo sposobna obdržati. In je tudi zapisal, da ko bo te vojne konc, bo potrebno analizirati, kako to, da Italijani niso napadli. Bi si pa jaz dovolila tukaj prebrati en citat, kako je to izgledalo iz knjige. In sicer je v tem povedal krasne podatke gospod dr. Štepec, ki ga tlele jaz zdaj citiram. Da je lahko preživel en vojak na frontni črti, je bilo potrebnih najmanj 5 delavcev ali delavk v zaledju. V Posočju so še danes težave s prevoznostjo, takrat pa je bilo vse treba zgraditi na novo: vodovode, žičnice, železnice, ceste, mulatjere. Na tem se razburja tudi Masburg, da niso pred vojno država naredila nič, da bi to področje bilo pripravljeno tako, kot je treba, na mir, kaj šele na vojno. Na prvi vojni črti so bili vojaki 10-14 dni, lahko tudi 3 tedne, če niso dobili zamenjave. Lahko so imeli srečo, da ravno takrat ni bilo hujših napadov, lahko pa so imeli velikansko smolo in so bili v središču ofenzive. Po določenem času so šli nazaj v zaledje, se očistili uši, preoblekli, najedli, vzeli novo orožje in opremo. Tisti, ki so imeli srečo, so odšli domov na dopust in morda dobili odlikovanja, potem pa so odšli nazaj v strelske rove.
to kroženje je predstavljalo posebno grozo. V zaledju pa se vidite, smo tudi videli zdaj posnetke iz Ukrajine, ljudje vsi veseli, da grejo v Kijevu lahko v kavarne pod zemljo, da tam nastopajo klovni, da se jih zabava, in vojaki, ki so to doživeli, to grozo vojne in potem to življenje za fronto v mestih, so doživeli šoke, so se seveda spraševali, čemu je to podobno in zakaj se oni borijo, in bilo je veliko hudega. Zdaj bi pa jaz šla mogoče na praznovanje cesarjevega rojstnega dne. Masburg je praznoval, bi človek rekel, cesarjev rojstni dan, 18. avgusta v Vipavi, ampak ni hotel. In to leta 15 ni se odzval vabilu k maši in k praznovanju, rekel je, da se ne počuti dobro. In to je celo zapisal v kroniki. To je zelo nenavadno, ker nobene take stvari ni zapisal, za katero bi človek ga lahko držal. Tukaj se očitno ni strinjal z marsičem. Trudil se je Masburg na Dunaju dobiti neko lokalno nastavitev za čas vojne, in sicer v civilni službi, moških ni bilo, ostale so samo ženske. Ukvarjal se je z regulacijo Vipave, ampak ga niso poslušali, to indirektno pove v kroniki, kar pa ne pove, je to, da je vodil dela za razširitev vipavskega pokopališča zaradi veliko žrtev. Stanovalci. Vsa Vipava je bila poseljena z vojaki. Pri bolj enostavnih ljudeh so živeli bolj enostavni vojaki, pri više stoječih pa više šarže. Zanimiv je od veliko stanovalcev, eden med njimi je bil tudi Leopold Salvator, ki ga mogoče poznate, von Habsburg, ki je bil vojni dobičkar, on je blazne denarje služil s tem, da je na Češkem imel plantaže zelenjave, to zelenjavo je sušil in potem za drage pare prodajal avstro-ogrski vojski, imel je monopol in je zaslužil. Ta naj bi bil pri temule Masburgu, ampak zanimiv mi je bil pa tale Smutni. Tale Smutni je bil športnik, je bil izumitelj, novinar, častnik, kolesar, mislim, da je izumil sestavljivo kolo, vojaško, kolo je bilo pa pomembno za premikanje, nisi rabo goriva, človek ga je poganjal na svojo silo, transportiral si lahko 20 kil nečesa seboj, in ni bilo treba hoditi peš. Ampak bil je tudi novinar, bil je predavatelj na vojaški šoli, tudi konto tega izumiteljstva svojega. Bil je v Vipavi kar nekaj časa, Masburg ga je peljal in v Novo Gorico, kjer je nakupil po astronomskih cenah, ne v Novo Gorico, po astronomskih cenah salame, zdaj pa poslušajte, za kilo salame 16 kron, to je bilo 32 evrov. Kila bele moke je stala preračunano 10 evrov. In ta Smutni je leto kasneje skupaj s svojim podrejenim ponaredil en vojaški denar, tako da so ga zaprli in je nekaj let odsedel. Se je pa, kot rečeno, z Masburgom sicer dobro razumel in je celo odpeljal enega psa, snahe na Dunaj, snahe Masburgove. Masburg v veliko stvarih ni pisal, ker je prej nehal pisati svojo kroniko in to se je pa zgodilo po napadu na Gorico sredi avgusta. 18. avgusta, ko so
topovi obstreljevali Gorico in takrat je zapisal prihajajoče dogodke imam za začetek konca in bom zaradi nastalega pomanjkanja prostora skiciral samo še najvažnejše dogodke. No in tukaj ga vidimo, kako je pozdravil cesarja Karla I. Habsburg, tukaj je slikan s hrbta. Vidi se, da je v paradni uniformi, to se vidi tudi po pokrivalu. Zraven Karla sedi Borojevič. Dobro leto po tistem, ko je nehal pisati kroniko, da prostor temule generalmajoru Kratkiju, ki je tudi stanoval pri njih, da napiše nekaj besed. Na predzadnji strani kronike so verzi te pisateljice, ki je bila takrat grozno priljubljena. Jaz o njej nisem slišala med študijem popolnoma nič, je bila pa prav avtorica uspešnic in tematizira minljivo življenje, in to je tisto, kar je Habsburga ves čas njegovih zapiskov zaposlovalo. Nenehno pri obravnavanju literarnih tem in kasneje, seveda, ko se je začela ta vojna, kar naprej se sprašuje o človeku. Zadnja stran je pa posvečena zadnjim zvestim borcem Avstro-Ogrske. To je pesem, ki jo je napisal, ki ni prav posrečena in se je tudi ne da boljš prevesti, kot je. Nekako je čutil potrebo, da zaključi formalno. Ni pisal o koncu vojne in žrtvah, ni pisal o španski gripi, ki je zahtevala danes vemo 50 milijonov življenj. Na 4-letno podlago vojne jih je bilo še več, kot bi jih bilo sicer. Padlih je bilo 13 milijonov 471 tisoč vojakov, tudi sin med njimi. 4 milijona 300 tisoč je bilo drugih žrtev. V Turčiji so pobili 1,5 milijona Armencev. Se pravi, o teh žrtvah ni govora, je pa na drug način, malo bolj literaren, zopet minljivost zapisana v tej kroniki. In tukaj na koncu so podpisani v slovo dne 8. novembra 18 v usode najtežjih urah Avstro-Ogrske, podpisi, kot piše, zadnjih zvestih borcev. In to so bili Alojz Fontanus, rojen 75 v Petrovaradinu, umrl 1925 v Budimpešti, bil načelnik generalštaba, nasledil je Teodorja Körnerja, ki je zanimiv zaradi tega, ker je postal po koncu druge vojne župan Dunaja in postal prvi svobodno izvoljeni predsednik Avstrije po koncu druge svetovne vojne od leta 1951 do 1957. Drugi podpisani na levi strani je kot prvi Šaricer von Reni, je bil pehotni general, ki je prišel z ruske fronte direkt na Soško fronto, v 9. Soško bitko. O tem zadnjem Hugojilgu se pa ve, kje je bil rojen, da je bil risar in tako naprej, ne ve se kdaj in kje je umrl. Bil je pa tudi kolesar in raziskovalec voda. Novi red. Po koncu druge svetovne je iz Vipave ratal Vipako. S tem delom do Postojne, vključno ozemlja, so zavezniki plačali prestop Italije od centralnih sil k njim in najlažje se je plačalo z ozemljem, ki ni bilo v njihovi lasti. To smo bili pa mi. Kako je baron živel takrat, se ne ve. Umrl je 17.1.23. Vdova Roza in sin Vili sta drugo svetovno vojno doživela v Vipavi. Po kapitulaciji Italije 1943 so Vipavo zasedli Nemci.
In dogajalo se je, da so domačine zaprli. Sicer SS-ovci, vojska nemška, in tako se je zgodilo enkrat, da so zaprli domačina Jožeta Pavlina in Bartla Hrovatina, ki sta švercala vino partizanom. Prišli so v vinsko klet, ona dva sta tam delala. Tam je delala še Ana Lavrenčič, gospa 26-letnik, še danes živa in je te zadeve pripovedovala. Ona je bila uslužbenka hranilnice, ki je imela prostore tam v tej vinski kleti vipavski, in od nje so zahtevali denar, ki ga je položila seveda na mizo, tam so bili z orožjem in ta dva so hoteli ustreliti in pride Vili von Masburg, takrat star 71 let, torej ni bil več mlad, imel je mamo staro 90 let, ki tudi ni bila več mlada, ampak on je prišel skupaj z ljudskim pesnikom Janezom Krhnetom in je interveniral. Po poročanju te gospe Ane Lavrenčič so imeli Nemci s sabo prevajalca in to bil en koroški Slovenc, ampak Vili se je pogovarjal z Nemci direktno v nemščini brez prevajalca. Rezultat je bil, da teh dveh niso ustrelili in da Ane Lavrenčič niso zaprli. Dva vipavca sta šla na prisilno delo v Jesenice in tam so jo kasneje osvobodili partizani. Nemci so hoteli likvidirati, torej ustreliti tudi očeta doktorja Jožeta Možine. O tem je ta oče pričal na televiziji v spominih. Ko so ga zaprli, se pravi deda, ne očeta, deda Jožeta Možine, ko so tega deda zaprli, je mama šla do duhovnika, duhovnik na bicikel pa v Vipavo k Masburgu in Masburg je interveniral in je čakajočemu duhovniku takoj povedal, da se ne bo nič zgodilo, naj gre pomirjen domov, in so ga dejansko tudi izpustili. Potem se je pa ohranil še dopis, torej en dokument izpod peresa Ivana Bajca, to je oče te Magde Rodman, ki zbira to lokalno zgodovino vipavsko, kjer priča o tem, kako je tudi njemu rešil Vili življenje, in sicer dvakrat, enkrat pred Nemci, drugič pa pred domobranci. In to je bil ta Ljučo Petrič, ki je bil najprej partizan, potem je pa postal domobranc zato, ker so partizani njegovega očeta likvidirali. Likvidirali so ga pa po 3 letih italijanske internacije, se je vrnil domov in so Nemci takrat so zasedli to področje, zahtevali, da so lokalni prebivalci, da prevzamejo določene položaje. On je prevzel določen položaj, čeprav ni hotel, in so ga obdolžili partizani kolaboracije z Nemci in so ga likvidirali na domačem pragu. In takrat je sin iz jeze prestopil k domobrancem, potem tega Ivana Bajca aretiral, ki je delal za OF, ampak je Masburg spet interveniral, da ga je tudi Ljučo Petrič tega spustil. Roza je umrla leta 1947, stara je bila skoraj 95 let. Dovoljenje za Rozin pokop v Vipavi od oblasti po pričevanju Ane Lavrenčič takrat 71-letni sin ni dobil, pač pa mu je Eugen Majer, graščak z gradu Lože, njegov oče je bil prijatelj od generalmajorja, ponudil, da Rozo pokopljajo v njihovi grobnici v Grajski kapeli. Dovoljenje za pokop so dale, v Majerjevi grobnici so dale tudi oblasti. Viliju so slovenske oblasti po koncu vojne niso izplačevale pokojnine. Avgusta 1947, po materini smrti odšel v Trst na operacijo, pa potem po različnih zdravljenjih. Končno se je naselil v Celovcu, kjer je leta 1957 popolno obubožan, v pomanjkanju in utrujen od bolezni, ne da bi vedel, da so ga razlastili.
umrl. S paketi mu je pomagala družina nečaka Nikolaja. Po Rozini smrti in Vilijevem odhodu ter brez njegove vednosti so slovenske oblasti odredile zaplembo premoženja oseb nemške narodnosti, za kar so imeli Masburga. Masburg je bil strogo gledano po poreklu Čeh, po materi Hrvat. Tribucijevi lahko, da so bili celo čisto slovenskega porekla, ampak za nas so bili to takrat, so bili Nemci. In tako je okrajno sodišče v Gorici proti mrtvi Rozi, in proti Viliju 4.7.49 izdalo odločbo, da se v smislu člena 22 zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe prenese v državno last vsa njuna popisana in ocenjena imovina. Vzeli so jim kaj? Zemljo, torej hišo na naslovu Vipava 34, to je danes Vojkova 2, zemljo v Gradišču in Podnanosnu, sadovnjake, travnike, gozd, slike, relief, stilsko pohištvo, knjige, revije, stare uniforme, sablje, odlikovanja, kozarce, porcelan, pribor, lonce, sklede, fotografije, nakit, osebne predmete, brisače, posteljno in osebno, zapravo spodnje perilo, kokoši ter celo Johanov dnevnik. Tisti travnik v Gradišču, ki je omenjen v kroniki Johanovi, je zapisal, da tam bivakira vojska. So leta 2018 prodajali pod imenom Baronovka, ampak ne kot travnik, pač pa kot večje število zazidljivih gradbenih parcel. Podobna usoda odvzema premoženja v Svobodi ni doletela samo pokojno vdovo ter sina, pač pa tudi vnuka. Nikolaus je bil sin padlega Friedricha, Mariborčan, na dan Anšlusa se je šolal v Terezijanišču, tako kot dedek pa stric. In 2 dni po Anšlusu so gojenci bili prisiljeni podati Hitlerju prisego, ne? Pa je on rekel, da ne more. In ni šel prisečt in so ga potem poklicali in ga je tudi Gestapo zasliševal in je rekel, da je imel pač tukaj kolen bolo in da ni mogel na prisego. 34. oktobra 40 se je Niki poročil s grofico Kristjane Dečeske Santa Croce, ki je bila rojena na gradu Hošprt pri Planini, ki je dobila zadoto grad Bizeljsko. Ona je na tem gradu delala že pred poroko, ampak to ne tako, kot mi mislimo, da je imela služinčat, pa da je dirigirala. Ona je res znala kopati, orati, most krave, kidati gnoj. Naučil je tega, so jo Bizeljčani, pa tudi živinozdravnik, tamkajšnji doktor Max Šribar. Nikolaus njen mož je bil član odporniškega gibanja O5, to stoji za Avstrijo, ki je bilo nekako zvesto Otto von Habsburgu, sodeloval je s partizani, sodeloval je kot MI6 s Britanci. O tem so celo pričevanja nekdanjega partizana, diplomata, politika Božidarja Gorjana Bogota na televiziji. Imela sta radijsko postajo, z njo sta stopila v stik z Britanci, bil pa je Nikolaus dvojni agent, v Abwehr je šel zato, da ga niso preganjali, ker ga je Gestapo kar naprej zasliševal, reševali so ga pa še preživeli padlega očeta soborci, da so ga izvlekli iz teh raznih zaporov. No, v glavnem so ga poslali enkrat likvidirati nekoga v Dalmacijo, se je vrnil, da ga ni našel, pa ga je potem en drug likvidiral, ki je kasneje postal znamenit levi politik v Avstriji. No, zdaj pa
to niso bile edine žrtve Masburgu in sorodnikov, imetje, ampak tudi človeške. Tik pred koncem vojne so ustaši zasedli grad Bizeljsko in so skupaj s konji odvlekli dunajskega odvetnika in člana avstrijskega akcijskega komiteja, to je naša Udba zapisala, to so Udbini podatki, torej to ni neka ne vem kaj. In sicer Georga von Thuna und Hohenstein, on je bil bratranec v drugem kolenu od Kristjane. On je skupaj z drugim plemstvom slovenskim pri nas organiziral odpor plemstva proti nacistom v sodelovanju tudi s partizani. Ob koncu vojne so Kristjane z 2 otrokoma, starima 3 in 1 leto, bolno materjo in judovsko prijateljico Friederike Sico de Noris, rojeno Deutsch, njo je skrivala v času vojne na svojem gradu, kar pomeni, da niti zaposleni niso smeli vedeti, da ona tam živi, ker bi se lahko kdo zagovoril in bi jo izdali. Skrivala je pri sebi tudi slovensko družino Šribar, mislim, da je bilo 4 ali 5 članov te družine, ki je prišla iz Kamnika. Tudi zato niso smeli vedeti. Prihajali so partizani, ki so vedno znova prišli, ne, in Kristjane je za partizane, ker je ta Gorjan izpričal, osebno prala perilo in vse, kar je bilo treba, ker se je bala, da ne direktno, da rečem, izdajstva strani zaposlenih, ampak da se nekdo ne zagovori in bo pol, se veste kaj. No, in konc vojne izbruhne, oni so tudi leta 1944 plačevali partizanom davke, pa odvajali živino, no, potem so jih pa po koncu vojne zaprli v taborišče v Brežicah, potem pa tam strpali v vlake, pa poslali v Avstrijo in so pobegnili v Lipnici z vlaka dol. Seveda so tudi njim odzeli vse premoženje. V izvensodnih pobojih pa so bili tile pobiti Hubertus grof von Ledebor-Wicheln, on je bil en stric on je bil mož od tete od Kristjane Masburg, potem hkrati z njim nameščenec Joši Vedinger, so jih povabili na pogajanje partizani v gozd in so jih tam likvidirali, žena je potem od partizanov dobila dovoljenje, da moža prekoplje, ona je hotela prekopati tega grofa, niso dali dovoljenja, je toliko časa čakala, dobila zanesljivega človeka, prekopala oba, enega javno pokopala, drugega pa na skrivaj na pokopališču v Konicah. Likvidirana je bila takrat leta 1945 družina iz Slovenskih Konic, ki je delala za Vindiš Grece. Najhujše ni to, da sta bila likvidirana oče in mama, ampak tudi 15-letni sin, ki pa dejansko s tem, kaj pa ne bi imel, če bi bil star 15 let leta 1945. Nekaj tednov kasneje, 2 do 3 tedne kasneje, je bila pa še sestra od te, ki je delala, bila je torej, kako bi rekla, gospodarica hiše, ona je skrbela za to, da je ta hiša laufala, ne, da tako rečem, pardon izrazu, in te so likvidirali. Potem so likvidirali Gottlieba von Windisch-Graetza, to je zelo zanimiva osebnost. On je sodeloval s partizani, izdobavljal denar, zdravila, vozil vodje naše OF iz Postojne švercev čez mejo v Italijo, pa jih vračal nazaj osebno. Imel zaradi tega z Nemci hude težave, tudi to je vse zabeleženo v udbovskih, oznovskih dokumentih, to niso neke pravljice. Zaprli so ga 45. v Postojni, potem so ga pa spustili, je šel v Trst, v Trstu so ga povabili, oziroma blizu Trsta, tam so ga povabili, ne pride v Trst v njihovo stanovanje, se mora nekaj pogovarjati, je prišel v stanovanje, da se pogovorijo, so rekli, ja, o imetju, tu se moramo pa na licu mesta pogovarjati, ne? Tam, kjer imetje je, so ga pripeljali v Postojno, kjer je imetje tudi bilo iz Postojne v
v Ljubljano, najprej v Škofovske zavode, potem v sodne zapore, pri čemer se ne ve, ali na tiste na Beethovnovi ali na one pri sodniji, potem v prisilno delavnico. O tem sem še našla podatke, da je šel v Polje v umobolnico, ne, in tam se pa sled za njim izgubi. Ve pa se po naših italijanskih, ameriških dokumentih, angleških, da je sodeloval tudi z angleško obveščevalno in imeli so en neverjeten sestanek v njihovi hiši v Postojni, to je bil grad, tam je imel med prvo vojno Borojevič svoj generalštab, to je bilo pozneje Vindiš-Grecova last in tam so se dobili Vladika Gavrilo, to je pa tisti, ki je organiziral in podpiral demonstracije v Beogradu ob podpisu Trojnega pakta strani kraljevine in so se pogovarjali še z drugimi ljudmi in so se pogovarjali o osnovanju nove jugoslovanske vlade. In to je bil ta Vindiš-Grec, ki je to vse vedel in bil zraven, tako da. No, potem pa so bili v tem sklopu ubiti še 3 atemsi iz Slovenske Bistrice. Ferdinand je bil brez ene noge. Njegova žena Vanda je bila sploh Čehinja, ni bila niti Jugoslovanka, kaj šele kaj drugega. In sin Emil Hans. Bila sta še 2 sinova, en od teh partizan, ki se je vrnil kot partizan domov. Zaprli so vse, ubili so te 3 in za te 3 so potem družina, ki je edina od teh, kolikor jaz vem, pa ne vem vsega, se lotila rehabilitacije slabega imena svojih prednikov in so pred sodišči tudi dosegli, da so bili rehabilitirani, ker se je ugotovilo brez sence dvoma, da niso delovali ne proti jugoslovansko, ne proti partizansko, ne proti, da rečem, takratni politični opciji, ampak so bili pač likvidirani ali zato, ker so bili bogati, ali zato, ker so bili fononcu, bili so naši državljani pri nas rojeni, imeli so imetje, ki ga bilo treba pobrati, ne, in to so bili ti razlogi. Zdaj pa za konec to vprašanje, oziroma ta 3 vprašanja, ki si jih Masburg vedno postavljal. Kaj pomeni človek, od kod je prišel in kam odhaja. Hvala lepa.